se gledamo. Mi si bomo pa ogledali reportažo razstave ob 30-letnici Slovenije, ki jo je za nas pripravila naša Pija, ki se je mudila nekje v Tivoliju. Ja, pred Cekinovim gradom in gre pa v resnici za razstavo fotografij Tomija Lombarja, ki so jo postavili ob donaciji 200.000 njegovih fotografij. Na njej je pa predstavljenih 30 let Slovenije od rojstva samostojne Slovenije do obzorja njene 30-letnice. No, več pa bo povedala Pija. Slovenija! Odkud lepote tvoje? 30 let si Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se vam javljam izpred Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki se nahaja tukaj v neposredni bližini hale Tivoli v Tivoliju. In sicer imenuje se tudi Cekinov grad. Zgradili so ga med letoma 1752 in 1755. Domnevni arhitekt je bil Johann Georg Schmidt, kot piše tudi tukaj na tabli, ki nam govori o tem, da gre za kulturni spomenik. Ampak zakaj sem danes pravzaprav tukaj? Niti ne zaradi tega, da bi šla notri v muzej, ampak vas popeljem na razstavo, ki se nahaja tukaj pred samim Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Mogoče samo še par besed o Muzeju novejše zgodovine. Zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da ta muzej povezuje usode ljudi iz slovenskega 20. stoletja in tudi svojim obiskovalcem nudi odgovore na vprašanja, ki so se v tem času porodila. Prav tako je muzej srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisleka. Na vprašanja ne le odgovarja, ampak jih tudi zastavlja. Predhodnik Muzeja novejše zgodovine Slovenije je bil znanstveni inštitut, ki je bil ustanovljen januarja 1944 pri izvršnem odboru Osvobodilne fronte. Po ukinitvi znanstvenega inštituta pa je vlada Ljudske republike Slovenije 7. februarja 1948 ustanovila Muzej narodne osvoboditve. No, jeseni 1951 se je muzej preselil sem v Cekinov grad in se kadrovsko okrepil. Leta 1955 je bila odprta prva stalna razstava. No, potem stalna postavitev, ki jo lahko zdaj spremljamo v Muzeju novejše zgodovine, je bila postavljena leta 1996, večkrat prenovljena in seveda tudi dopolnjena. Trudijo pa se seveda, da ohranjajo to stalno postavitev v koraku s spreminjajočimi se družbenimi procesi. No, in stalne razstave dopolnjujejo na primer tudi z razstavami, fotografskimi razstavami, ki jih najdemo tukaj direktno pred muzejem. In trenutno je na ogled razstava ob donaciji fotografij Tomija Lombarja. Gre za razstavo od rojstva samostojne Slovenije do obzorja njene 30-letnice. Pravzaprav gre zgodba takole, ne. Še ne 17-letni Ljubljančan Tomi Lombar se je 17. marca 1988 izognil pouku na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Križankah, da bi fotografiral zadnjega voditelja Sovjetske zveze Mihaila Gorbačova, ki je takrat prišel na obisk v Ljubljano. V tem času je kot srednješolec sicer že objavljal fotografije v popularni mladinski reviji Antena, no 3 mesece kasneje, 21. junija 1988, je potem fotografiral tudi množico, ki je Kongresni trg v Ljubljani z zahtevami po spoštovanju človekovih pravic preplavila v podporo četverici JBTZ. Na obzorju se je nakazovalo takrat ključno zgodovinsko obdobje slovenskega naroda, pot v demokracijo, pot v samostojno državo, obenem pa tudi pot Tomija Lombarja v svet reporterske fotografije. No, po pripravništvu na Anteni je spomladi leta 1991, star komaj 20 let, pod vodstvom urednika fotografije Naceta Bizilja začel honorarno fotografirati tudi za Dnevnik. In čeprav je bil najmlajši fotoreporter v ekipi, se je tega dela menda lotil odlično in pogumno. Pa poglejmo, kako pravzaprav Tomi Lombar sploh izgleda. To je njegov portret, za katerega pa vam ne morem povedati, kdo ga je pa slikal. Zagotovo ni avtoportret. No, tole na fotografiji je seveda Tomi Lombar med osamosvojitveno vojno. In treba je povedati, da je po fotografiranju veselja ob osamosvojitvi dan pozneje, 27. junija 1991, ustvaril ravno to serijo izjemno pomembnih, ampak tudi življenjsko tveganih fotografij prodora oklepnih enot Jugoslovanske ljudske armade proti Brniku.
No, to je seveda preživel. Spomladi leta 1931 je začel tudi fotografirati za novi časopis Republika, spomladi leta 1994 za Delo revije. Potem je najdaljše poklicno obdobje pravzaprav preživel v časopisnem podjetju Delo pod okriljem urednika fotografije Joca Žnidaršiča. In vse do januarja 2020 je za Delo pravzaprav ves čas fotografiral. No, njegov opus v zahvalo za donacijo prvič predstavljamo tukaj na razstavi, zasnovani v 4 sklopih. Fotografiji po osamosvojitvenega zmagoslavnega veselja mladine sledita prvi in drugi sklop, ki jo bomo šli pogledat. Sicer pa je bilo doniranih več kot 200 000 analognih in digitalnih fotografij Tomija Lombarja Muzeju novejše zgodovine iz vseh 3 desetletij zgodovine Slovenije. No, pa se podajmo na pot, da bomo to zgodovino tudi sami spoznali. Že takoj na drugi strani lahko vidimo pripadnika specialne slovenske milice sredi Ljubljane med legitimiranjem in kontrolo civilistov med vojno za obrambo Slovenije. Nekateri se spomnijo tako, da se sploh ne spomnijo, drugi so se zadnjič zafrkavali, da so lahko na primer med vojno pili pivo sredi Ljubljane, tokrat med epidemijo ga pa ne morejo. Časi se spreminjajo in ta razstava to odlično prikazuje. No, potem imamo naslednjo fotografijo, ki kaže cestno barikado z avtobusi, prav tako zaustavljeni tanki Jugoslovanske ljudske armade so tukaj. In tukaj vidimo pravzaprav prizor pregovarjanja vojakov Jugoslovanske ljudske armade s slovenskimi civilisti tik pred letališčem Brnik 27. junija 1991. Upam, da jim je uspelo priti do doma ali kamorkoli so se takrat že postavili. Mimogrede, okoli Muzeja novejše zgodovine lahko vidite ogromno zelo simpatičnih ptičjih hišic, kot je tale. Vse so zelo unikatne in pravzaprav se raztezajo tako močno naokoli, da kot slišite, so tudi dom mnogoterim ptičem, ki jih lahko tukaj tudi slišimo. Naj vas opozorim še, da je tukaj ob Muzeju novejše zgodovine še ena stvar, ki izgleda kot ptičja hišica, a to ni. Če jo odprem, boste videli, da se v njej nahajajo razne tako revije kot tudi knjige. Gre za eno od tistih knjigobežnic, kjer lahko si sposodite knjigo oziroma jo kar vzamete, mogoče zamenjate, tudi sami prinesete kakšno, ki ste jo že prebrali, pa bi radi, da potuje tudi naprej. No, mi bomo tudi potovali naprej in sicer že v jutranjo fotografijo junaka, ki se je 27. junija 1991 v Podutiku v Ljubljani z dvignjenima rokama odločno postavil pred tank. Tole je on. Marsikoga spominja tale prizor, menda na prizor kitajskega protestnika iz leta 1989, ki je na trgu Nebeškega miru v Pekingu se postavil pred tank. No, tam se je kolona tankov zaustavila. Pred slovenskim protestnikom se žal ni, življenje si je menda rešil z odskokom. Lombarjeva fotografija junaka pred tankom pa je završala v fotoreporterskih krogih in se povzpela na častno mesto slovenskih in regijskih vojnih fotografij. Še naprej malce nadaljujemo z vojno. Tole je prodor tankov prvega oklepnega bataljona Jugoslovanske ljudske armade, ki je krenil iz vojašnice na Vrhniki. Gre za odrivanje cestne barikade tukaj na sliki. Bila pa je barikada postavljena v obliki Alpeturjevega kamiona. Tole je v ljubljanskem Šentvidu. Kamionu so seveda prerezali gume, da bi obstal na mestu. Ampak za tank seveda je težko, da pride naokoli. In še zadnja iz tega četverca. Prikaz mladine med osamosvojitvenim slavjem, ki pooseblja moč in zmago nacionalne zavesti ob odcepitvi od Jugoslavije in rojstvu samostojne države Slovenije. Tole je bil datum 26. junij 1991. No, pojdimo še na drugi četvorček, preden zaključimo tale prvi del. Takole, kot vidite, v takih zvezdah se nahaja in tale hiša zadaj, ki jo vidite, je že hala Tivoli, tako da res v neposredni bližini lahko najdete to fotografsko razstavo. No, tukaj malce bolj žalosten prizor. Gre za
eno izmed 58 žrtev pokola širše družine enega od ustanoviteljev in voditeljev Osvobodilne vojske Kosova, Adema Jašarja. Med 5. in 7. marcem leta 1998 so jih prekazu na Kosovu pobile srbske sile in kot vidite, prizori niso bili prav nič lepi. Tudi tukaj lahko vidimo še eno truplo, še enega mrtvega človeka, nad katerim žalujejo okoliške in bližnje mu ženske. Gre za objokovanje demonstranta Kerima Murikija, ki je življenje izgubil 18. marca 1998 v mestu Peč na Kosovu med streljanjem srbske policije v množico demonstrantov. Fotografija je sicer nastala dan pozneje pred pogrebom z množično udeležbo kosovskih Albancev. Vidimo, da je lahko tudi pokrit z albansko zastavo. Na fotografiji potem še en prikaz vojne, takšna so bila 90-ta, tole iz leta 99, 18. junij se je pisal in tole je vpadnica v Prištino. Vidimo pa lahko pripadnike zveze NATO v misiji KFOR, nadaleč opazni in seveda lahko pa vseeno malce takole zgodovinsko primerjalno vidimo, kako so se skozi čas tudi spreminjale vojaške uniforme. No, tale je nastala eno leto prej, 8. avgusta 1998, prav tako na Kosovu v Đakovici. Vidimo pa lahko srbske pripadnike vojske Jugoslavije, vojske tedanje Zvezne republike Jugoslavije v Đakovici. No, takole čisto na kratko za tale prvi del. Sicer pa vam lahko povem, da so tukaj v muzeju optimisti in imajo tudi že napoved za letošnji april do junij objavljeno na tabli pred muzejem. Zaenkrat lahko povemo, da bo tale razstava Tomija Lombarja na voljo in na ogled do 1. junija. Sicer pa bo Republika Slovenija 30 let nadaljevanje praznovanja tudi potem od 3. junija do 16. avgusta. Šlo pa bo za športno razstavo, no potem pa še fotografije 2. svetovne vojne letos, Ljubezen gre skozi želodec, pa Joco Žnidaršič in tudi vabijo seveda na stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju. Toliko zaenkrat izpred Muzeja novejše zgodovine. Ostanite z nami in prikazala vam bom še drugi del razstave Tomija Lombarja. Najprej pa oglasi. Lepo pozdravljeni nazaj, še vedno se nahajam pred Muzejem novejše zgodovine, kjer je vse do junija na voljo in na ogled razstava fotografij Tomija Lombarja o praznovanju 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije, ki jo je obeležil skozi 30 letja kar svojim fotoaparatom. No, nadaljujemo z fotografijo mladine v razdvojenem albansko-srbskem mestu Kosovska Mitrovica, ki je bilo pod nadzorom vojakov Zveze NATO 25. junija 1999, na desni strani vojak, na levi strani domačini, ki očitno se morajo pred nečim braniti. Vidimo lahko, da so posledice vojne vidne tudi po ulici in predvsem na hišah. Naprej lahko vidimo obnemoglo nosečnico v skupini bežečih, ki so zaradi vojnega nasilja zapuščali domove. Tole je iz vasi Rezale na Kosovu. Zatekali so se v bližnjo gozdno zemljanko. Tole je bilo iz 18. marca 1998. Aha, pa še nekaj, kar izgleda kot eden prvih komarjev, a naj vam povem še nekaj. Če je ta komar tako velik, ne, če vam dam na primer moj prst za prilogo, to najverjetneje ni komar, ampak gre za košeninarja, ki je sorodnik komarjev in pravzaprav je jajčeca od komarjev, tako da ja, njih lahko recimo da pustite pri miru, bomo rekli, kajti pravzaprav delajo nekaj dobrega. Tudi na tem drevesu tukaj pred nami lahko vidimo dve ptičji hišici, a nadaljujmo raje kar z našim sprehodom po razstavi. Se spomnite tegale človeka, tole pa ni bilo tako daleč nazaj. Gre za jadralca Vasilija Žbogarja, dobitnika bronaste medalje v razredu laser na olimpijskih igrah v Atenah. Leta 2004, 22. avgusta je prejel to bronasto medaljo.
In pravzaprav se je potem med dobitnike olimpijskih odličij povzpel tudi na olimpijskih igrah v Pekingu. To so bile naslednje, 2008 in pa tudi v Riu de Janeiro 2016, kjer pa je osvojil srebrni medalji. In še ena, ki se je mogoče spomnite, če ne drugače, iz tistega štosa Jurija Zrneca z ene podelitve Viktorjev, ko je predvsem v legendo spustil dvoboj med Mutolo in atletinjo Jolando Čeplak, ki jo vidimo na fotografiji. Odeto ravno v to slovensko zastavo po finalnem teku na 800 metrov, kjer sta se z Mutolo takole ruvali, katera bo zmagala. Tole so bile olimpijske igre v Atenah 2004, dosegla pa je bronasto olimpijsko medaljo. Same uspehe je zabeležil in seveda se verjetno spomnite tudi tele trojice. Na isti dan so dosegli olimpijsko zlato na olimpijskih igrah v Sydneyju septembra 2000. Iztok Čop na skrajni desni in Luka Špik na skrajni levi sta postala olimpijska prvaka v veslanju v dvojnem dvojcu, no Rajmond Debevec na sredini pa olimpijski prvak v streljanju. Iztok Čop je sicer že leta 1992 v Barceloni skupaj z Denisom Žvegljem osvojil bronasto medaljo, prvo v samostojni Sloveniji. No, na olimpijskih igrah v Atenah potem še leta 2004 srebrno medaljo skupaj z Luko Špikom, na olimpijskih igrah v Londonu 2012 pa še bronasto medaljo prav tako z Luko Špikom. Rajmond Debevec pa je na olimpijskih igrah v Pekingu potem še leta 2008 in v Londonu leta 2012 osvojil bronasti medalji. Njega smo tudi gostili enkrat jeseni tukaj na Ljubljana TV in če greste na YouTube, ga zagotovo lahko najdete in prisluhnete intervjuju. Tukaj pa potem še Urška Žolnir v trenutku osvojitve bronaste olimpijske medalje v judu na olimpijskih igrah. Tako srečna, da je že kar v solzah. Atene 17. avgusta 2004 so se pisale takrat in na olimpijskih igrah v Londonu 2012 je potem slavila tudi olimpijsko zmago. Temu se reče prave solze sreče. In še na drugi strani, seveda ena malce starejša atletinja, gre za Brigito Bukovec, ki je med finalnim tekom na 100 metrov z ovirami na olimpijskih igrah v Atlanti 31. julija 1996 postala olimpijska podprvakinja. Do zlate medalje je ločila menda le samo 100 sekunde. Zdaj, dosežek prve Slovenke, ki je osvojila medaljo na poletnih olimpijskih igrah, je torej prinesel prvo slovensko olimpijsko medaljo ravno v atletiki. Tudi njega verjetno poznate. Gre za Andraža Vehovarja, tole je njegov finalni slalom na divjih vodah. Prav tako olimpijske igre v Atlanti so bile tole 28. julij 1996. Na obraz se ga ne vidi najbolje, zato verjamem, da ga mogoče zato niste prepoznali. Dosegel pa je srebrno olimpijsko medaljo in s tem postal prvi Slovenec z olimpijsko medaljo v tej športni disciplini. Tale del je bil očitno posvečen športu. Gremo še malce mimo botaničnega dela. No, ko sem govorila že prej o teh originalnih hišicah, sem imela v mislih seveda tudi tole, naprimer, poglejte, to je tak dupleks za ptičke, ne, bi lahko rekli. Lahko živite na levi, lahko živite na desni, ampak imate vhod z druge strani, no, vmes pa imate še prostor za še enega soseda, ki je mogoče bolj navajen prepiha, bi lahko rekli. Zanimive, zelo unikatne. No, pa še nekaj obiskov je tudi obeležil seveda Tomi Lombar. Papež Janez Pavel II. Je tukaj na obisku in poljublja slovensko zemljo med prvim obiskom Slovenije na Brniku 17. maja 1996. V spomin na ta obisk je nastala v Ljubljani tudi ulica Janeza Pavla II., ki se je preimenovala iz Zrinske ulice. To sem vam tudi enkrat predstavljala že v predstavitvi ulic, lahko tudi najdete nekje na spletu. Sicer pa vas zagotovo na njegov obisk še vedno spominja jekleni križ na poti do morja, če se iz Ljubljane odpravite po avtocesti. Ok, tudi njega verjetno prepoznate,
človek čudovitega glasu, Luciano Pavarotti, znani operni pevec, tukaj med otroci v Cankarjevem domu 2. julija 1997 je prišel k nam na obisk. No, na drugi strani pa prestolonaslednik princ Charles, mora biti zdaj prav kmalu tudi kralj, ne nazadnje. Ne. No, sicer še bo dolgo časa verjetno na vrsti kraljica Elizabeta, ampak smo slišali, da je tragično preminul njen mož v Madonna 99. oziroma 100. letu starosti, 99 je bil star. Charles pa nas je obiskal leta 98. 2. novembra je bil v Triglavskem narodnem parku, kjer ga lahko tudi vidimo. No, na tej drugi fotografiji pa vidimo Rogerja Moora. Ja, na levi je res Zlatko Zahovič, ampak tole je pa Roger Moore. Sam James Bond je prišel v Ljubljano in tukaj z nogometašem Zlatkom Zahovičem in ogromno enimi fotoreporterji, kot lahko vidimo, je na Plečnikovem stadionu v Ljubljani. Pravzaprav cela nogometna reprezentanca je bila tam. No, junija 2000 je namreč Slovenijo obiskal kot UNICEF-ov ambasador. Kje so potem otroci, ne, bi se lahko na primer vprašali. Pa se ne bomo, ker nam čas dovoljuje ravno še ogled preostalih fotografij. Klaudija Schiffer, seveda tole kot častna gostja trgovskega središča Emporium v Ljubljani 12. oktobra 1999, ko se je odprl. In če se ne motim, bi tole lahko bila Manca Košir tamle zadaj. Ampak je ni ravno ostra fotografija, tako da vam težko rečem. Potem pa še, seveda, George W. Bush in zraven Vladimir Putin. Eden je bil takrat predsednik Združenih držav Amerike, no Vladimir Putin še vedno vodja Rusije na Brdu pri Kranju 16. junija 2001. Prvo srečanje med omenjenima predsednikoma svetovnih velesil je gostila prav Slovenija. Tako, pa smo prišli naokoli. Upam, da vam je bil všeč potep po razstavi fotografij Tomija Lombarja. Šli smo malce na hitro, tako da vas seveda vabim, da si pridete razstavo ogledati tudi sami. V soncu ali v dežju vedno bo na voljo, vse tja do junija. In odprta 24 ur na dan, seveda. No, toliko izpred Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kjer se razstava v Tivoliju tudi odvija. O kakšni drugi razstavi, mogoče ob kakšni drugi priliki. Zdaj pa je predvsem čas še za oglase. Na to se vračamo nazaj v studio Figovec.